O digitalizaciji se v kmetijstvu v zadnjih letih veliko govori, zlasti politiki o tem veliko govorijo. Na področju kmetijskih strojev pa dejansko digitalizacija poteka že desetletja. Glavne prednosti mislim, da so predvsem, da dobimo neke podatke, ki jih zdaj nismo mogli pridobivati, potem pa je na nas samih, kako te podatke razbrati oziroma kaj iz njih izluščiti. Absolutno se z neko maso novih podatkov da optimizirati delovne procese v sadjarstvu na način, da s tem privarčujemo pri lastni ceni končnega proizvoda, imamo manjše vplive na naravo oziroma povečamo samo biodiverziteto in drugače razumemo samo rastlino in aktivni sadovnjak. Je pa tukaj tudi na področju strojev, traktorjev in priključkov digitalni razvoj zelo velik, kajti vedno več se pojavlja teh tako imenovanih asistenčnih sistemov, ki so recimo na traktorju. Danes pa smo tukaj videli tudi avtonomna vozila. Avtonomna vozila se pojavljajo tudi v kmetijstvu, se pravi, kjer nimamo tega klasičnega traktorista na tem vozilu oziroma traktorju. To avtonomno vozilo gre s pomočjo različnih skenerjev, lidar kamer, potem z pomočjo radarjev, z pomočjo GPS, RTK signala. Tako da je v bistvu več sistemov lahko na razpolago oziroma se porabljajo vsi skupaj in to omogoča dejansko avtonomno vožnjo tako po polju, kjer je to že bolj razširjeno, ali pa recimo tudi v sadovnjakih in v vinogradih. Ta tehnologija avtonomnih vozil se na področju kmetijstva dejansko uvaja po celem svetu. Ponekod imajo tudi že take stroje dejansko v uporabi, recimo v Franciji imajo tudi v vinogradništvu v uporabi že preko 100 avtonomnih vozil. Pri nas pa imamo tudi to slovensko firmo, ki deluje na Vrhniki in izdeluje Slope Helper avtonomno vozilo. Dejansko imamo na tem področju digitalizacije nekako, bi lahko rekli, da sedaj prevladuje ta GPS tehnologija s tem vodenjem traktorjev. Imamo pa dejansko na vseh področjih upravljanja traktorja že dejansko stvari digitalizirane. To so dejansko asistenčni sistemi, ki razbremenijo traktorista tega vsakodnevnega dela in omogočajo istočasno tudi večjo natančnost dela, bolj so prijazni do samega okolja in pač tudi do tega človeka. Prišli smo do enega momenta, ko je tudi delovna sila pri nas postaja vedno večji problem, pa mogoče ne samo z vidika, da noben noče več delati, ampak kmetijska proizvodnja ne prenese takih urnih postavk, kot pa druga proizvodnja. Torej tukaj bomo mogli začeti razmišljati dve glavne stvari. Ena je predvsem, da se moderniziramo, da čim več probamo robotizirati del, drugo pa je absolutno pri nekih davčnih olajšavah plač v kmetijskem sektorju. Absolutno so te nove tehnologije nekaj, kaj bomo mogli vključiti v novodobne sheme pomoči razvoja slovenskih kmetij, kajti vidimo, da to ni več neka tabu tema, to ni nekaj, kaj se dogaja nekje drugje, ampak se to dogaja tukaj in zdaj.